Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo vzeli pod drobnogled načrte v zvezi z gradnjo hidroelektrarne Mokrice, ki zamuja. Bili smo na novomeškem šolskem centru, kjer veliko vlagajo v opremo in znanje svojih dijakov, tudi v obliki obšolskih dejavnosti. Za konec pa bomo skočili še na področje turizma oziroma gastronomije, ki je v Sloveniji vse bolj pomembno. Začenjamo pa v Posavju. Spodnjesavske elektrarne so za regijo v prvi vrsti protipoplavna zaščita in ta bo 100% uspešna, ko bo zgrajena še zadnja v verigi, hidroelektrarna Mokrice. Po zakonsko določenih rokih bi se to moralo zgoditi lani, a se dela niso še niti začela. Perečo problematiko je na novembrski seji obravnaval brežiški občinski svet, ki poziva Ministrstvo za okolje k čimprejšnji izdaji vseh potrebnih soglasij za začetek gradnje. Kot je znano, je Upravno sodišče po pritožbi Društva za proučevanje rib Slovenije spomladi razveljavilo okoljevarstveno soglasje za elektrarno Mokrice in videti je, da zdaj postopek miruje. Sem malo razočaran oziroma imam občutek, da ta projekt ni najbolj prioriteten te vladi in zato tudi te postopki grejo tako počasi. Spodnjesavske elektrarne so za regijo v prvi vrsti protipoplavni projekt. Mene zelo skrbi, kajti dejansko naši občani, treba povedati, da za tako visoke vode, kot so bile leta 2010, niso zaščiteni in samo se bojimo, da pride spet do kakšnih neurij, da poplave spet vasi Mihalovce, Loče, Rigonce, seveda tudi Čateške Toplice delno so bile poplavljene, prav tako pa seveda tudi Krška vas zaenkrat in pa Malnice bojo še vedno pod vodoj, koliko bo prišlo do tako visokih vod, kot je bilo v leti 2020. Vaščani Krške vasi in Malenc, ki so bili zelo škodovani zaradi minulih poplav, si lahko vdahnejo le delno. Nasipi so pri njih zdaj dokončani, le še ulepšati jih je treba. Gre za, bom rekel, hortikulturno ureditev v tistem delu, ki se potok izteka v reko Krko, je treba še urediti, sicer pa so Malence končane, Krška vas je tudi končana skladno s projektom. Takšen, kot je bil pač predviden, v soglasju tudi z lokalno skupnostjo, občino Brese, in smo takšen projekt v teh dveh krajih izvedli. In ga smatramo za zaključenega, kar zadeva poplavno varnost, v tem trenutku, ko še niso zgrajene Mokrice, bom rekel. Ko bodo zgrajene Mokrice, potem pa seveda bomo lahko govorili o poplavni varnosti stoletnih voda v teh dveh krajih, 100%. Medtem nastajajo načrti za poplavno zaščito vasi okrog Mokric. Naloga direkcije je, da poskrbimo oziroma zagotovimo strokovne podlage za naselja ob Sotli in Šici. To je pa zadeva, kjer smo zaključili z tem mednarodnim Interreg projektom Frisko 1, ki je dal osnovna izhodišča, zdaj pa pristopamo k naročilu nadaljnjih strokovnih podlag in projektnih rešitev. Razpis je zdaj v pripravi, v prihodnjem letu računamo, da bomo dobili dokumentacijo. Čeprav se zdi, da postopek za okoljevarstveno soglasje miruje, se v družbah HES in Infra pripravljajo na gradnjo mokriške elektrarne. V HES-u pripravljajo izvedbeno dokumentacijo. Prej smo to delali vzporedno z samo izgradnjo, sedaj pa je treba to že prej narediti, tako da v bistvu spoštujemo zakon in bomo do pričetka izgradnje imeli že pripravljeno tudi vso dokumentacijo za izvedbo. V Infri odkupujejo potrebno zemljišče za infrastrukturne ureditve. Ni še to, bom rekel, gradbena jama elektrarne, ampak dostopnih poti in tam, kjer je potrebno pridobiti služnosti za neko komunalno ureditev vodovoda, elektrike na samo gradbišče. Postopki za gradnjo mokriške elektrarne so se začeli v letu 2007. Leta 2014 je bil končan državni prostorski načrt. Soglasja za gradnjo elektrarne pa še ni. Zakaj državni organi pristojni za postopek medsebojno bolj ne sodelujejo? Te zadeve so vedno nehvaležne.
od kdaj teče postopek, jaz lahko komentiramo za vloge, ki so naše vodna soglasja, bi lahko šli od primera do primera, predvsem je odvisno kdaj in kakšna dokumentacija tudi investitor vloži. Generalno, če zdaj povem, zelo pomembno je in postopki gredo hitro tam, kjer so vloge popolne, kjer je dokumentacija popolna, tam, kjer so dokumentacije nepopolne, se potem velikokrat tako dogaja, da se zadeve vlečejo, na koncu smo pa deležni vsi kritik, da postopki predolgo trajajo. V tem primeru so svoje dodali v Društvu za preučevanje rib, ki svojim statusom v javnem interesu kot udeleženec v postopku zdaj tiščijo na zavoro. Posavski poslanci so že spomladi obljubili, da bodo sprožili spremembo zakonodaje za status javnega interesa. To ni enostavno, saj so zadaj zavezujoča evropska pravila, poudarja župan. Mislim, da prvo je na potezi Ministrstvo za okolje in prostor, ki mora izdati novo odločbo in upam, da imajo toliko korajže, da bi to čim prej naredili. V tem primeru bi lahko gradnjo začeli v drugi polovici prihodnjega leta, je dejal Barbič. Nazaj na Dolenjsko. Poleg znanja je šolajočim se mladim treba ponuditi okolje, v katerem se bodo dobro počutili, bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti ter znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje. Posluha za mlade, ki se pri njih izobražujejo za različne poklice, očitno ne manjka. Na novomeškem šolskem centru saj se lahko pohvalijo z mnogimi dosežki in projekti. Med odmevnejšimi je dejavnost multimedije, ki jo vse bolj nadgrajujejo. Pred dnevi so tako uradno odprli sodoben studio. Ob tradicionalnem dnevu odprtih vrat, na katerem so letos vnovič predstavili vse poklice, za katere izobražujejo, so uradno odprli studio multimedije. Danes uspešno zgodbo je mlada zagnana ekipa šolskega centra začela pisati pred nekaj leti. Ko so dijaki imeli idejo, da bi snemali športna tekmovanja, kjer nastopajo njihovi sošolci. In iz take preproste ideje se je dejansko razvila ena vrhunska zgodba, kjer skupina dijakov in mentorjev dela že skoraj profesionalne zadeve. V prvi vrsti vidim timsko delo, v enem neposrednem prenosu sodeluje 25 dijakov in vsak je potreben. Od tistih, ki bodo vlekli kable, do tistega, ki bo vrtel kamero, do tistega, ki bo delal montaže oziroma ki bo režiral ali pa barval sliko. Multimedijska dejavnost je tako v zadnjih letih prerasla naziv krožek. Zakaj šele danes odpiramo studio, ker ni bil potreben? Ker večina stvari se je dogajala na terenu, se pravi s prenosi raznih dogodkov, naj si bo to športni, kulturni, medtem ko odpiranje današnjega studia nam daje novo dimenzijo in cilj je, da bomo imeli svojo lastno oddajo, ki bo nastajala v studiu informativnega značaja ali pa določene reportaže v prenosu. Pri multimediji se 60 dijakov, predvsem z področja elektrotehnika, računalništva in tehniške gimnazije, ukvarja s produkcijo, snemanjem in obdelavo multimedijskih vsebin. Profesor Čurk mi je predstavil to že prej, multimedijo samo in sem videl, da je to super in probal, začetniki smo začeli malo s kabli in potem svojo pozicijo dobil. Ni glih vse tako resen, je zafrkancije, je smeha, je zabave, pa tudi biti kamerman ni tako slabo, ker je zabavno biti zunaj na terenu pa tako. Multimedijci pokrivajo dogajanje na šolskem centru in širše. Jaz sem kontroler kamere, pomeni, da nadziram svetlost slike, da so natančne barve, da slika lepo izgleda, to je generalno to, kar jaz delam. Jaz se sam vidim, da bom šel naprej kot programer, ker tudi za programiranje je to velika priložnost, ker imamo dosti grafik ali pa podobnih zadev, ki je treba sprogramirati. Mlada ekipa je ponosna predvsem na številne neposredne prenose dogodkov. V spominu jim je zelo dobro ostalo Evropsko prvenstvo v kajaku. Vreme je bilo nevarno, pihalo je močno, dež je padal, kar ni glih najboljše za kamere, in sem mogel biti previden, ker sem imel tudi tam, kjer sem jaz bil, je bilo dokaj nevarno, ker bi lahko padel v Soči, če ne bi bil previden. Zdaj ne snemajo več samo svojih sošolcev, ampak so prenašali Evropsko prvenstvo v kajaku na divjih vodah, prenašajo tekme prve slovenske košarkaške lige, prenašali so novomeški polmaraton. Vloženih je bilo veliko sredstev, torej govorimo o velikostnega reda 150 000 evrov. Poleg tega smo pa dobili od raznih sponzorjev in donatorjev tudi kar precej opreme. To je dejansko tak velik projekt, ki je konec koncev tudi
promocija celotnega šolskega centra in vključeni so tako zdaj bivši dijaki, se pravi sedanji študenti in dejansko je to že tak projekt, ki nam ga zavidajo mnogi. Na šolskem centru pa se lahko pohvalijo tudi z izobraževalnimi programi, za katere šolajo. Teh je kar 33 na srednji stopnji, 5 v vajeniški obliki, 8 pa jih izvajajo na višji šoli. Zdajšnji dijaki in profesori so jih predstavili na dnevu odprtih vrat v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so jih obiskali devetošolci z različnih šol, ki se odločajo o nadaljnji izobraževalni poti. Kaj si že kaj ogledala? Že skoraj vse. In kaj bi rekla? Tehniško gimnazijo mi ne bi všeč. Enako njeni vrstnici. Mi nekaj pomeni, da več znam tehniškega znanja, kot splošnega. Najbolj me zanima mehatronik pa strojne šole. Morate biti šolo všeč, drugače se ne splača sploh upisovati, če ti ni všeč. Moraš biti sam zainteresiran, ne pa da te starši recimo silijo neki. Mlade najbolj prepriča praktičen prikaz šolanja, menijo na šolskem centru, na katerem se v tem šolskem letu šola 3145 dijakov in dijakinj, kar je največ doslej. Vsak zainteresiran učenec oziroma starš, ki pride do dijakov, jih lahko popraša o kvaliteti izobraževanja pri nas, o njihovem zadovoljstvu pri nas, o njihovem počutju, kakšni so odnosi, skratka vse informacije, katere nekdo potrebuje, da se lahko ustrezno odloča pred tako veliko odločitvijo, kot je nadaljevanje izobraževanja. Z njimi so jim postregli dijaki in profesori vseh srednjih in višje šole ter enote za izobraževanje odraslih. Bodoči dijaki, učenci se izbirajo predvsem po svojih takih interesnih področjih in če se ne pokažemo, če ne slišijo za nas, bodo šli drugam, ampak z veseljem in pa s ponosom lahko rečem, da imamo polne oddelke in želim si jih še za naprej. Na področju elektrikarstva, se pravi, smo se osredotočili na področje energetike, potem na področju računalništva, programske opreme in pa samih infrastrukture računalniške. Na področju tehnične gimnazije smo pa že dolgo leta dajemo poudarek naravoslovju in pa tehniki. Na srednji zdravstveni in kemijski šoli pa je v ospredju delo z ljudmi. Naj bo to zdravstvena nega, tako farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tudi kemijski tehnik, bolničar, negovalec, vsi programi so programi, kot radi rečemo, za delo z ljudmi, poklici za človeka. Največ nam dajo v bistvu občutka s tem realnostjo, z vsakdanjim življenjem, pa stikom z ljudmi, kar se mi zdi, da je izjemno pomembno. Veliko življenjskega znanja, ki je še veliko pomembnejše. Na srednji strojni šoli so poleg rednih programov predstavili vajeniško obliko šolanja. Lani smo začeli z tehnikom mehatronike, smo pa dali tudi pobudo za izdelovalca oblačil, ampak to čakamo odgovor z ministrstva. Strojna branža je zelo stabilna, tako da se mi za prihodnost ne bojimo. Zanimanje je zdaj zadnja leta spet v narastu, sploh ker tudi gospodarstvo zadnja leta je v zelo dobri kondiciji. Tako da mi se res ne bojimo. Tudi ko je bilo zmanjšanje upisa, nismo tako drastično padli in tudi zdaj stabilno rastemo. Njihovi dijaki se lahko usposobijo za poklic ali nadaljujejo šolanje. Se pravi, da so takoj sposobni za trg dela, prijeti za delo, medtem ko dijaki srednjega strokovnega izobraževanja tako za delo kot tudi za nadaljnji študij. Strojniki lahko delajo zelo široko, podjetja širom Dolenjske in tudi širše seveda potrebujejo strojnike, električarje, tako da računalničarje, tako da za to res ni bojazni in to je zelo takšno, bi rekel, široka znanje, širok spektr znanja. Med množico dijakov strojne šole se najde tudi 12 deklet. Edina tehnica mehatronike v tem šolskem letu je Pika Krušec. Se kar znajdem, no. Če kaj nečesar ne vem, ali profesor ali pa sošolci mi tudi pomagajo. Elektrotehnika pa strojništvo me najbolj pritegnejo, no. Strokovni predmeti so mi najljubši, no. Še posebej spretni z rokami so bili na predstavitvi mizarji in lesarski tehniki. Je fajn, da dijaki predstavimo, ker vemo, kako pač to poteka, ker nam profesor sam pokaže postopek, pa se sami naprej delamo. Delamo stolček in pa vezi smo delali. Na šoli, ki jo obiskuje Sandi, izobražujejo za 3, na prvi pogled popolnoma različne programe. Z področja lesarstva, gradbeništva in predšolske vzgoje jih težko stlačimo v en skupaj, ampak če povem pa rdečo nit, gradbinci morajo nekaj zgraditi, lesarji opremijo,
se pravi vzgojiteljice, dajo pa domu dušo. Vrzeli iz minulih kriznih let se zapolnjujejo, veseli Grudnovo. Počasi se obrača na bolje, vidim, da je tudi zdaj malo več interesa za področje gradbeništva mogoče tudi. In kaj je skupno vsem programom na šolskem centru, kot zagotavljajo vodstvo pa tudi dijaki, zaposljivost? Zaposlovanje je, se pravi tudi, ko sledim trgu, se pravi, določeni dijaki se izobražujejo za poklice, ki mogoče ta trenutek še ne obstajajo. Vendar ravno taki projekti, kot je recimo pri nas Multimedija ali pa Sidrom, dajo možnost dijakom, da bodo fleksibilni na trgu dela. Prav v naši dolenjski regiji se obeta sprememba generacij na delovnih mestih pri naših velikih zaposlovalcih, kot so Splošna bolnišnica Novo mesto, domovi starejših občanov, na drugi strani farmacevtska industrija. Podatek imam, da v bližnji prihodnosti nekje lahko pričakujemo tudi 20% upokojitev med zaposlenimi. Tako da delovnih mest za to vrsten kader bo prav gotovo veliko. Osnovna filozofija šolskega centra, tako direktor, je, da je vsak dijak za nekaj nadarjen. Vsakemu dijaku, ki se k nam vpiše, probamo z raznimi dejavnostmi spodbuditi motivacijo pri njem samem, da najde tisto področje, na katerem je dober, na katerem je odličen in ga potem nekako na mehki način siliti, da to področje razvija naprej. In se v nadaljevanju dobro znajde bodisi na trgu dela, bodisi na višjih, visokih šolah in fakultetah. Druga taka osnovna filozofija je, da če je gospodarstvo tisto, ki zaposluje naš kader, oziroma delodajalci, da so potem oni tisti, ki morajo povedati, kakšne znanja, kakšne spretnosti, kakšne kompetence naj naši dijaki imajo. Prek prakse in srečanj z delodajalci dobivajo povratne informacije, dodaja, in v skladu z njimi tudi razvijajo znanja in veščine mladih. V zadnjem prispevku pa na področje turizma, natančneje gastronomije. Slovenija se v zadnjem obdobju vse bolj uveljavlja tudi kot država gastronomskega turizma. Nenazadnje bo v letu 2021 nosilka naslova Evropska gastronomska regija. Pred dnevi so v Ljubljani podelili priznanje najboljšim po izboru svetovnega gastronomskega vodnika Gourmillot. Vidno vlogo so na podelitvenem večeru odigrali tudi šefi in restauracije iz jugovzhodne Slovenije. Poglejmo podrobnosti. Šefinja leta 2020 je Ana Roš. Najboljša restauracija je gostilna pri Lojzetu, dvorec Zemono. Šef tradicije Uroš Štefelin, šef prihodnosti pa Jure Tomič, oštarija Debeluh Brežice. Ponosen sem, da kažem pot drugim, da delamo dobro, da nas, bom rekel, drugi na nek način sledijo in to je nek napredek za vse nas, za našo regijo, odkot prihajam in mislim, da smo na začetku ene velike rasti, tako da je še veliko dela, ampak bo. Tomič prejeto nagrado šef prihodnosti razume kot veliko priložnost za njegov nadaljnji osebni razvoj. Jaz sem dobil nagrado prihodnosti, mogoče zdaj v enem takem ključnem momentu razvoja slovenske gastronomije in zelo sem počaščen, zelo sem vesel, bi se zahvalil moji družini za vse to, kar smo naredili, ampak hkrati je pa to ena taka zaveza, da jo treba na nek način speljati in smo v eni rasti, 2021 smo gastronomska regija, evropska, v bistvu eno veliko breme na hrbet, da bo stvar napredovala, da bo še boljša, da bo, ker tle ni limita. Saj je treba biti vedno boljši in boljši, dodaja. V zadnjem obdobju so na področju kulinarike in vinarstva velik korak naprej naredili prav v Posavju. Nekatere odlične restauracije in njihovi šefi so združili moči in začeli promovirati gastronomsko zgodbo Posavja. Na nedavni podelitvi v ljubljanskem hotelu Slon so se tudi skupno predstavili ter med 26 vrhunskimi restauracijami in 20 vinarji z izjemnimi kulinaričnimi kreacijami navduševali več kot 300 glavo množico. In kje so razlogi za takšen, za mnoge presenetljiv, kakovostni preboj gastronomije v Posavju? Samo Posavje, moram reči, in ta naš konec je, kakor vidimo po takšnih in podobnih prireditvah, dosti visoko. Na tako malem prostoru, na tako ozkem krogu
je naš konec zelo visoko, saj smo prisotni po 4-5 v vodnikih, v nominacijah za nagrade in tako. Mi, naši kolegi, se trudimo že več let. Mogoče je pa to, da smo v zadnjem obdobju strnili moči, se malo povezali, se malo združili ideje in tako bolj ratali razpoznavni, pa nekako vroča žemeljca mogoče v tem trenutku v slovenski gastronomiji. No. Ker konec koncev Posavje je majhna regija in se mi zdi, da se na enem koncu res da veliko stvari videti, probati, kupiti. Ne govorim samo o restauracijah, gostilnah, ampak tudi o vinih, kmetijah, proizvodih, primarnih, čisto ena taka močna regija, no, kar se tiče tega. Kakovostni izdelki, domače, lokalne sestavine, povezovanje enako mislečih in iskanje novih tokov v gastronomiji so smernice, na katere stavi tudi Novomeščan Damjan Fink, ki je z ženo Tanjo pred dobrim letom in pol v dolenjski prestolnici odprl restauracijo Hišo Fink. Prisegajo na domače kakovostne sestavine. Tej filozofiji je sledila tudi predstavitev v slovenski prestolnici. Iz Dolenjske smo v Ljubljano pripeljali krškopoljskega pršička, pečenega na živem ognju, zdraven za pozno jesen gre črna redku in pa doma narejeni kalčki. Sogovorniki se vsi v en glas strinjajo, da je uvrstitev njihovih restauracij v enega najbolj prepoznavnih gastronomskih vodnikov na svetu, Gomiju, zanje odlična referenca za naprej in potrditev do zdajšnjega dobrega dela. Pozicioniranje naše dežele kot destinacije za vrhunska gastronomska doživetja, pri kateri je poudarek na domačih izdelkih, pa priložnost za uresničevanje želenega cilja. To je doseganje višje dodane vrednosti v gastronomskem turizmu. Jaz mislim, da zdaj gastronomija najbolj pomembna v povezovanju in v lokalnih izdelkih, zato imamo tudi mi zdaj en tak lokalni izdelek in da pa sledimo letnim časom. Veliko se dogaja okoli nas, svet nas je spoznal, Evropa nas je spoznala, da se tukaj dogaja. Lepe stvari, dobre stvari, da smo še zmeraj ljudje za tistim, kar delamo hrano, da imamo še zmeraj najbolj pomembno zelo dobre produkte. Kajti Slovenija še kljub temu, da so neke afere zaživeli za tem, ampak zagotavlja izredno dobro hrano, predvsem pri kmetih, pri domačih proizvajalcih in mislim, da ta kreativnost in ta kvalitetna surovina nas lahko popelje v sam vrh svetovne kulinarike. Hiša Franko je znana po tem, da je praktično vezana na lokalne proizvajalce že zadnjih 10-15 let. To je nastalo ne toliko iz nekega trenda, kot iz potrebe potem, da nekako lahko prijemo do živila oziroma da lahko preživimo. Tako da jaz mislim, da to ni nobena nova zgodba za ljudi, ki živimo na podeželju. To, da se vežemo na lokalno okolje. Zdaj imam priložnost apeliral na proizvajalce, na kmete, na proizvajalce surovin za gastronomijo, ker v tem členu smo malo šibki. Če bomo imeli šefi dobre surovine, lokalne, vrhunske, bomo vsi skupaj zrastli in bom rekel, smo regija prihodnosti. No? In povedanega se dobro zavedajo v podjetju Eurosat iz Krškega, vodilnem slovenskem proizvajalcu sadja in zelenjave. Izdelke pridelujejo v tesnem sodelovanju z naravo. In ravno ta segment sadja in zelenjave sem prepričan, da je v kulinariki, v slovenskih gostilnah še na zelo majhnem nivoju, kar se tiče slovenskega porekla. Tako da mislim, da je tu velik prostor tudi za nas, pridelovalce, dobavitelje, še posebej, ker ravno te nagrajeni šefi tako poudarjajo lokalno, sem prepričan, da je tu še velik prostor. Pogoj za odlično pripravljeno hrano, postreženo na krožniku, so kakovostne sestavine, dodaja. Kvaliteta je predpogoj, druga stvar je pa svežina, se pravi pravočasnost, da se dostavi resnično v najkrajšem možnem času, da hranijo to kvaliteto, ki jo mi predelamo ali na polju ali sodenjakih. Slovenija je po zaslugi izjemnih kuharskih mojstrov, natakarjev, restauracij in drugih, ki jih odlikujejo odličnost, ustvarjalna žilica in srčnost, že danes vrhunska gastronomska destinacija. Nam je po dogodku vidno zadovoljna zaupala direktorica Gomiju Slovenija Mira Šemič. A je v isti sapi opozorila: Nočem biti dolgočasna in ponavljati. Moramo delati, da mlade ljudi privabimo spet v ta poklic. Ker nekaj časa je to malo zamrlo. Da so mladi odkrili, da je kuharsko delo kreativno, lepo, zahteva veliko znanja. Zdaj delamo na tem, da tudi
privabimo za servis, za natakarje. Danes dober natakar mora imeti ogromno znanja, mora biti simpatičen, ulikan in predvsem veliko znanja imeti. In mislim, da kulinarika v Sloveniji je že zdaj dobra, ampak vsi se trudijo, vsi hočejo narediti še veliko več. In mislim, da je to prava pot. Na tej poti k odličnosti slovenske gastronomije vse od začetka tesno sodeluje tudi Slovenska turistična organizacija, sicer glavni partner GoMiU Slovenija. V slovenski turistični organizaciji se zavedajo njegovega velikega pomena na področju promocije in razvoja gastronomije naše dežele, je po koncu izpostavila direktorica Maja Pak. GoMiU Slovenija sledi mednarodnim standardom GoMiU. Inšpektorji pa po vnaprej določenih kriterijih vrednotenja podelijo končno število točk oziroma kap. In kaj je tisto ključno, kar na koncu da končno oceno? Tisto, da se trudijo, da želijo, da živijo za taj svoj poklic, da pokažejo vso svojo kreativnost in uporabo domačih slovenskih, še vrhunskih sestavin, ker mi v Sloveniji se še vedno ne zavedamo, kako dobre surovine imamo. In to, da je interes zdaj na vse to, kaj okolje daje in ponuja, to je, mislim, da je prihodnost še za razvoj slovenske kulinarike. In če sodimo po videnem in okušenim, lahko rečemo, da je hrana v vse več slovenskih restauracijah ne le dobra in kakovostna, ampak tudi mamljivo pripravljena na krožniku. Med najbolje ocenjenimi restauracijami pri nas je 6 takih, ki so prejele po 4 kape. 29 pa se jih lahko pohvali s 3. To je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, si lahko prispevke ogledate na naši spletni strani www.vaskanal.com, arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Hvala, ker nas spremljate in lep pozdrav do prihodnjič.